Če vas je v prejšnji oddaji še posebej navdušila ljubka počitniška hiška v Vrsarju, pa gremo danes najprej med gore, natančneje v Kranjsko goro. Hiša, ki jo bomo predstavili, je res nekaj posebnega. Med drugim se ponaša z garažo, kakršne se niti James Bond ne bi branil. Navzven se tale počitniška hiša v Kranjski gori elegantno in dokaj neopazno vklaplja v okolico. Navznoter pa nas osupne s toplino, ekstravaganco, izjemno premišljenimi detajli in velikanskim objemom naravnega lesa. Gospod Špan, povejte nam, prosim, kakšna pot vas je vodila do te hiše oziroma v prvi fazi do parcele? Ja, zanimivo. Od nekdaj sem se želel hišo ob potoku in to leseno hišo. Ko sem pred 7 leti nekako izjavil, da bi nekje kupil tako parcelo, mi je poklical prijatelj in mi omenil, da se prodaja hiša, seveda s parcelo, tik ob potoku Pišnica v Kranjski gori. Ko sem prišel na samo parcelo, mi je bila kar na kožo pisana. Res pa, da hiša pa ne tako, kajti bila je klasična in grajena pred 30 leti. Potem pa smo pri pregledu nekako ugotovili, seveda, da so garaže nekoliko nižje, smo se odločili za kompletno rušenje in pa izpostavitev povsem novih temeljev in pa nadgradnje po seveda predpisanih merilih. Andraž, vi ste sodelovali pri idejnem projektu, povejte mi, kako ste si to zamislili, kakšne so bili začetni inputi? Inpute je dal investitor, povedal je, da želi 3-generacijsko hišo, to se pravi za starejšo generacijo, mlajšo in najmlajšo. Ta zahteva je bila realizirana tako, da v hiši sami ne bi 3 generacije bivale neodvisno ena na drugo, ne bi se celo dopolnjevale in možnost sobivanja pod eno hišo, obenem pa hiša ne bi izgledala apartmajska hiša, da rečem, oziroma blok, velika hiša, od zunaj še vedno izgleda enodružinska, lepa brunarca. Hiša v Kranjski gori je v celoti izdelana iz lesa, saj je bila takšna izrecna lastnikova želja. Odkot ta ljubezen do lesa? Mogoče zanimivo, moj ded je bil gozdar, tesar in ni naključje, da je imel tudi tesano hišo. Takrat se še ni to žagalo, leplo, tako kot danes, pa je bilo z masivnega lesa, prav tako kot je tudi ta hiša. In ko sem bil največkrat na delovnih počitnicah pri njih, je ta hiša nudila eno posebno toplino. In kot otrok se mi je to tako vtisnil spomin, da sem rekel, če bo le kdaj možno, bom, morda, ko bom velik, naredil to. Avtorica idejnega načrta je bila arhitektka Nives Čorak. Nives, in očitno je eno močno vodilo pri snovanju te hiše bil les. Koliko vrst je in kako je zdaj oblikovati bivanjske prostore izključno iz lesa? Ja, pri samem projektiranju to pomeni v bistvu v osnovi najprej izbor spet strani investitorja, vsekako ne, lahko tudi predlogi, nasveti, ali gre za material, ki bo izbran, potegne za seboj tudi v bistvu vse specifike gradnje. In tudi pri samem projektiranju v bistvu zahteva neke druge posege ali pa prijeme, bom rekla. Ne. V tem primeru gre za polno masivno bruno, 8 cm, pravokotno rezano in material je pa smrekov les. Ob smreki je tukaj izbran tudi macesen, ki je pa uporabljen predvsem za dele, ki so bistveno bolj izpostavljeni, kot je na primer stavbno pohištvo, okna, vrata, plus zunanja obloga. Pri 8 cm steni iz brun, to je v bistvu, kot smo rekli, vse stene hiše, vsa konstrukcija, je pa dodano še 22 cm na zunanji strani, zunanje obloge. Namreč Kranjska gora ima tudi svojo zahtevo, da v bistvu morajo biti hiše v pritličju z fasado, bom rekla, ker to izhaja iz tradicije gradnje, kjer so bile hiše v osnovi kamnite, v zgornjem delu pa lesene. No, in da se v bistvu to nekako prilagodi obstoječim objektom v okolici, je v bistvu pridobila hiša tudi fasado zunaj v pritličju, v zgornjem delu je pa obložena z macesnom. Nives, predlagam, da se sprehodimo po hiši, po posameznih prostorih in od blizu vidimo celotno zasnovo. Začnemo seveda pri vhodnih vratih, bom rekla. Najprej je seveda predsoba,
V tem primeru je specifika hiše ta, da gre za sobivanje 3 generacij, ne? In da je bila tudi želja, da se v bistvu tloris zasnuje tako, da bo lahko vsaka enota na nek način zase funkcionirala. Tako da imamo posebnost to, da je ta predsoba z stopniščem, seveda spet leseno stopnišče, in da se v predsobi gre potem v pritličju v odprtega tipa dnevno sobo s kuhinjo jedilnico in naprej v kopalnico in spalnico v enem delu. Če gremo po stopnicah gor, pridemo v bistvu v galerijski prostor, ker ni zaprt s steno, bom rekla, ne? In je tisti osrednji prostor spet dnevna soba z kuhinjo in na vsako stran so potem spalnice. Posebnost pa je, da je v bistvu izkoriščen, ker je streha ima 42% naklon. Skratka, notor v mansardi pridobimo na vrhu, pridobimo v bistvu še otroške sobe, prostore otroške na levi in desni strani, ki so pa dostopni z lesenimi lestvami. Koliko časa je pa potekala gradnja tegale in kakšne stvari so se vam vmes kaj dogajale? V novembru smo pričeli z gradnjo, seveda od temeljne plate navzgor, in v 3 tednih je bila hiša pod streho. Lesena hiša ne sme biti, ali pa zelo treba paziti, da ni mokra, zasnežena. Domačini so me opozarjali na to, veš, da si v Kranjski Gori, meter snega je lahko in tako naprej. Niti enkrat ni bila ne mokra, niti snežinka jo ni dobila, ko je bila pa streha gor, potem pa ja. Moti se, kdor meni, da v takšni leseni hiši, ki jo je navdihnil spomin iz lastnikovega otroštva, ni prostora za sodobno tehnologijo. Gospod Špan, ste tudi ljubitelj tehnoloških rešitev in učinkovite tehnologije. Zato ni čudno, da ste si dali izdelati tole, kot pravimo, James Bond garažo. Je bila tako ideja, da boste imeli nekaj zelo posebnega? Ne takoj. Ta garaža je bila nizka zaradi seveda klanca in pa, da ni razpolovilo te parcele na levo in na desno, smo se odločili za dvigalo in to za pač dvigalo, katero omogoča, se pravi, sam dvig iz samega parkirišča, tako da tudi, če je to zasneženo, dvigne sneg, ne, se pravi, greš čisto ven, pravzaprav obratno od nekih škarjskih dvigal, kar pa še je posebnost tega dvigala pa je, da je to eno parkirno mesto več, kot bilo sicer. V kleti pa se poleg zanimive tehnološke rešitve skriva tudi prav poseben prostor. V Zgornji Savski dolini, se pravi nekje na Gorenjskem, vinskih kleti ni, zato smo izbrali to ime izba. To je bil najlepši del hiš z 2 oknama običajno, z neko posteljo in pa tudi največjo mizo, kjer so se o praznikih in pa cela družina družili. In v ta prostor sem hotel nekaj tega starodobništva vključiti, pomeni, da je tu les in tramovi, obloge, so to 120 let stare. Tako se mi zdi včasih, da v izbi se človek sploh ne bi hotel česa dotakniti, ampak predvidevam, da tam noter se dogajajo zelo družabne stvari, ne? Ja, najbolj, kot sem že omenil, je kar v pravem pomenu besede najbolj družabni prostor, ne? V vsakem se vtisne tudi v spomin, tako in drugače. No, v tej izbi je tudi ena zanimivost, se pravi, jaz ga kar imenujem okno v svet. Ko se ta stvar odpre, se vidi res ena zbirka vin in ob kozarčku ali 2 se vidi vse tisto, kar nastane, kar se pogovarjamo, kar se doživi v izbi, tudi tam ostane.